Pred 30 leti je Slovenija s plebiscitom enotno stopila na pot samostojnosti in samoodločanja. Odločitev je bila decembra in izpeljano je bilo ta plebiscit tudi decembra, tako da se jaz osebno niti kot novinar, niti kot državljan, niti nisem zavedal pomena tega. No. Rovan dodaja, da je slovenski narod v trenutkih osamosvajanja bolj kot kdajkoli izrazil tudi enotnost, ki je združila vse različno misleče v skupnih prizadevanjih. Seveda smo bili vsi za to, da se nekaj naredi, da se spremeni. Glasovali smo za, večinsko. Nekateri so verjetno imeli tudi pomisleke, kaj bo zdaj, bo konec sveta, bo konec Jugoslavije, ne vem. Ampak tako smo se odločili in jaz mislim, da smo se takrat prav odločili, noben pa ni vedel, kaj nas čaka. Pri Mariji Gričar oziroma v njeni zidanici so pred osamosvojitveno vojno hranili orožje in strelivo tedanje milice. Potem sem pa tudi dala ključ, seveda rabili so lahko vse prostore, vse so porabili kakorkoli, ne. In potem so orožje pripeljali gor pod strešje in so imeli gor orožje do konec samosvojitvene vojne. Ne. Zelo malo ljudi je vedelo za to? Takrat, ker je bilo orožje gor samo mi dva sinom. Nobeden drug. Samo mi dva. In ste ponosni, da ste to? Zelo, zelo. Da sem pomagala. In potem, ko je bilo te vojne konec, sem seveda tudi naredil en dnevnik vojnega dopisnika, kot sem ga napisal. In to je tudi objavljeno. In takrat, ko pa sem delal, sem si pa seveda na neke papirje pisal. In teh papirjev nikjer ni več. Ne vem, ali sem jih vrgel, ali sem jih nekomu dal, ki je pustil. Skratka ni, ker tam so bile tudi od telefonskih številk, imen, pa ne vem kaj vse. Ker tudi te tekste, ki sem jih pošiljal v Ljubljano, niso kot teksti, ne? To so, ne vem, izjave bile in tako naprej. In tega nekaj je bilo objavljeno, nekaj tudi ne. In jaz tudi nimam teh zapiskov. No, ampak ta dnevnik se mi zdi, da pa je tak, ker sem se v tistem obdobju še živo spominjal vsega, danes bi se težko, če ne bi tega zapisal. No. Tako da to je ostalo in ne vem, bom rekel, da sem ponosen, da je nekaj ostalo od tega. No. Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije poudarja pomen odločitve za samostojnost. Jaz mislim, da je bila odločitev o samostojnosti pravilna. Da pa, če danes kdo meni, da neka pričakovanja niso bila izpolnjena, da se moramo vprašati, ali danes delamo v redu in ne, ali smo se takrat, torej pred 30 leti, odločili prav. Slovenija je danes članica, jaz pravim, najnaprednejše skupine svetovnih držav, to je Evropske unije, in okoliščine, v katerih kot država biva danes, so bistveno drugačne od tistih izpred 30 let. Torej, jaz sem prepričan, da Slovenija primerljivo in uspešno naslavlja probleme in izzive, ki prihajajo naproti, in da bo tako tudi v prihodnje. Predvsem pa, da je suverena in samostojna v tem smislu, da si po največji meri, kot kadarkoli doslej v zgodovini, kroji lastno usodo, še dodaja Zorčič.